V leta 1998 ustanovljenem Društvu veteranov Sever Severne Primorske se združujejo veterani z območja upravnih enot Tolmin, Idrija, Nova Gorica in Ajdovščina, ki so bili v procesu osamosvajanja Slovenije v aktivnem ali rezervnem sestavu tedanje milice. Pododbor Tolmin sestavlja 79 članov, celotno društvo pa jih ima okoli 400. Izvor imena Sever, ki ga tako kot posamezna policijska veteranska društva nosi tudi njihova zveza, pojasnjuje predsednik letošnjega prejemnika plakete. Akcija Sever je bilo tajno ime za preprečitev mitinga resnice 1. decembra 1989 leta. Verjetno vsem znano, da so takrat želeli priti mitingaši iz drugih republik v Ljubljano, da bi destabilizirali takrat slovensko vodstvo oziroma slovensko državo in s tem onemogočili nadaljevanje demokratičnih procesov, ki so se nakazovali že takrat. Pa tudi en drug razlog je v milici oziroma miličniki, organi za notranje zadeve, to osamosvajanje Slovenije pojmujemo nek daljši čas, ker osamosvajanje Slovenije ni bila samo vojna za samostojno Slovenijo. Miličniki smo se takrat in organi za notranje zadeve začeli ukvarjati z pripravami na osamosvojitev Slovenije že recimo leta 1989, 90, 91 do odhoda zadnjega vojaka v oktobru mesecu 91. leta. Miličniki so bili pred odcepitvijo od Jugoslavije edina organizirana oborožena sila pri nas. Del jih je bil vpoklican v Ljubljano, kjer naj bi se 1. decembra leta 1989 zgodil miting resnice, ostali pa so opravljali delo na matičnih postajah. Člani so bili tudi med organizatorji manevrske strukture narodne zaščite. Razpon aktivnosti postaje milice Tolmin v času osamosvajanja je bil kar širok. Na območju Tolmina, Kobarida in Bovca je bilo veliko obmejnih stražnic, mejnih prehodov, seveda vojašnica v Tolminu in tudi v Bovcu. Sicer na srečo ni bilo neposrednih oboroženih spopadov. Z treznostjo, odločnostjo in seveda preudarnostjo je svoje naloge milica takrat opravila. To kaže tudi na to, oziroma to kaže tudi to, ker so številni vojaki takrat pobegnili iz jugoslovanske vojske. Milica je takrat kot edina pooblaščena za to organizirala zbirni center za vojne ujetnike, zbirne centre za prebežnike. Danes se društvo pri svojem delovanju povezuje s sorodnimi veteranskimi organizacijami v Sloveniji in si na različne načine prizadeva ohranjati spomin na osamosvojitvene čase. Tako so člani med drugim postavili spominsko obeležje na stavbi nekdanjega oddelka milice na Mostu na Soči, kjer so skladiščili več tisoč litrov pogonskega goriva za 3-mesečno bojno delovanje. Plošča na stavbi nekdanjega dijaškega doma v Tolminu pa spominja na zbirni center za vojne ujetnike. Poleg tega miličnike veterane v lokalnem okolju srečamo tudi ob mnogih drugih priložnostih. Se povezujemo s šolami, poskušamo mladi generaciji predstaviti čas osamosvajanja na Tolminskem, pa tudi drugod smo začeli z vključevanjem v svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kjer naši veterani pomagajo prvošolčkom oziroma nasploh šolarjem prve dni na poti v šolo, tako da je ta pot varna. Na koncu so to le miličniki, ki imajo specifična znanja tudi z tega področja varnosti cestnega prometa. Sodelujemo pa oziroma delamo tudi številne druge stvari. Sami organiziramo razna srečanja, proslave, okrogle mize, pohode, tako da obeležujemo s tem dogodke iz časa osamosvajanja Slovenije. Društvo veteranov Sever Severne Primorske prejema plaketo občine Tolmin ravno v letu, ko Slovenija ponosno praznuje jubilejno 30. obletnico samostojnosti. Kako pa na to nagrado gledajo v veteranskih vrstah? Hvaležni smo občini Tolmin za to priznanje. Občina Tolmin pa je ena izmed tistih, ki je že leta nazaj v svoj proračun zapisala tudi finančno pomoč našemu društvu. Tako pač je, da društvo je del skupnosti, v kateri deluje in je prav, da skupnost društvu nekaj da, društvo pa na drugi strani skupnosti nekaj lahko vrne.
Ob 30. obletnici samostojne države ima društvo do konca leta še kar nekaj načrtov. Kljub temu pa člani nikoli ne pozabijo poudariti, kako ponosni so na dejstvo, da v tistih ključnih poletnih dneh leta 1991 slovenska stran ni podlegla provokacijam JLA, tako da na območju Posočja ni prišlo do oboroženega spopada.